Ukvarjali se bomo z našimi možgani in kako dojemajo čas. In zato je moj današnji gost dr. Zvezdan Pirtovšek, predstojnik katedre za nevrologijo in človek, ki se spozna na možgane. Dr. Zvezdan, pozdravljeni. Dober dan. Moje prvo vprašanje je, jaz imam občutek, da mi kdaj teče čas ekstremno počas, drugič pa ekstremno hiter. Kako je to mogoče? Ja, to je možno, a ne. Mi imamo pravzaprav določene, bom rekel, možganske situacije, kjer naši možgani doživljajo zelo veliko stvari v eni časovni enoti in to potem pravzaprav interpretirajo kot eno zelo bogato in pa hitro dogajanje. Je pa zanimivo, da to se nam dogaja recimo na počitnicah, ne. Vendar, ko pa pogledamo na to isto stvar z zamikom, tako imenovano retrospektivno, se pa dostikrat potem ta čas lahko recimo podaljša. Govorimo o tem, da je naš čas zelo subjektiven. So ljudje, za katere teče čas hitreje, so tudi verjetno kulture, za katere čas teče drugače kot za nas, so ljudje, ki imajo določene bolezni, za katere teče čas drugače. Vsi pa seveda se zanašamo na to, kar imenujemo čas ure in pa tisti čas v naši glavi, v naših možganih, ki pa, kot sva že rekla, je lahko zelo različen. Se pravi, v bistvu se tudi v različnih situacijah nekako dojemamo drugače čas. Jaz imam tukaj par stvari o času, pa bi jih preveril pri vas. Baje, da se ti pred smrtjo odvrti celotno življenje pred očmi. A to je mogoče, to drži? To lahko drži, ni pa nujno in pravzaprav to stvar zelo dobro razumemo. Ko nam naše možganske celice nekako odmirajo, potem zelo dolgo še vztrajajo celice, kjer imamo shranjene recimo naše zelo emocionalno zasičene dogodke, ljudi, ki smo jih imeli zelo radi, a ne, in pravzaprav ob tem, ko imajo možgani manj kisika, se ti dogodki vzbujajo v tistem poslednjem nekem poskusu, da bi preživeli. In če preživimo, potem post hoc naredimo o tem zgodbo in to je dostikrat zgodba mojega življenja. Je pa to v veliki meri iluzija tudi. Aha, v bistvu možgani nam sami ustvarjajo. Možgani nam sami ustvarjajo zgodbo. Zdaj, a je res, da se nam v nekaterih nevarnih situacijah čas upočasni, da vidimo stvari v slow motionu? Tako, to bo povedalo veliko ljudi, ki so recimo imeli letalsko nesrečo ali hudo avtomobilsko nesrečo in pravzaprav še vedno ni popolnoma jasno, ali ta zelo počasen film, ki ga ti doživljaš, se takrat v tistih trenutkih te nesreče dogaja v tvojih možganih, se pravi, da je ta količina časa veliko bolj detaljno zgrajena, ali pa je to naša razlaga in občutek potem, ko gledamo na to, kar smo preživeli. Značilno pa je to, da pravzaprav imamo takrat neko močno vzburjenje možganov z adrenalinom, z dopaminom. Da smo pripravljeni. Tako. Veliko ljudi bi rekli, da ima to evolucijsko vlogo in sicer, če smo v veliki nevarnosti, nam to, da čas na videz teče počasi, daje morda neke možnosti, da vendarle reagiramo tudi v tistem zelo hitro vrtinčenem času. Zdaj naju tudi čas priganja, tako da samo še eno vprašanje za na konec. A se to da natrenirati, da mi vidimo stvari v počasnem posnetku? Ne, to je nekaj, kar ustvarijo naši možgani, da bi pa to na ta način natrenirali, pa ni možno. Doktor, najlepša hvala za enkrat. Vam tudi. To je bilo za enkrat vse. Midva z dr. Pirtovškom bomo nadaljevala ta pogovor na YouTubeu, tako da si ga tudi vi lahko ogledate na kanalu Osvežilna fronta. Se vidimo.